finančne ocene, da se na osnovi teh ocen lahko orientiramo za naprej. Želim to poudariti zaradi tega, ker če bo, bog ne daj, prišel do naslednjega vala, bomo iz vidika stroškov imeli podobno stanje kot do sedaj, kar bi pomenilo znatno obremenitev za ne samo Ministrstvo za zdravje, ne samo za zavarovalnico, ampak bojim se, da bo potrebno glede na splošno finančno stanje v zdravstvu v Sloveniji na nek način narediti tisto, čemer se vsa politika, vsakršna politika izogiba, in to je povečanje prispevkov za zdravstvo. To bo nujno, če sledimo današnjem primanjkljaju, na primer v blagajni zdravstvenega zavarovanja. Torej, v obdobju januar-april, za to obdobje januar-april, da bom podal podatke, smo realizirali blizu 4 milijona evrov, torej konkretno 3 milijone 831 presežka odhodkov nad prihodki. Če poenostavim, izguba je 4 milijone, pa se izogibajte, spoštovani mediji, besede izguba, kajti ta bo morda še narasla. Kar se tiče prihodkov, smo lani realizirali v obdobju januar-april 23 milijonov, v istem obdobju letos pa 21 milijonov. Tako manj prihodkov kot več odhodkov seveda vpliva na zdravstveni dom Ljubljana, ter tako ustvarjamo v prvih 4 mesecih 4 milijone negativnega vpliva koronavirusa in vseh nabav, vključno s povečanjem osebnih dohodkov. Beležimo torej 4 milijone negativnega vpliva v prvih 4 mesecih v zdravstvenem domu Ljubljana. Če boste 4 milijone delili s 1600 zaposlenih v zdravstvenem domu in množili z številom zaposlenih v drugih zdravstvenih domovih, boste dobili približno dobro oceno, kakšen